Čisto feeling danes po Malti pred Portugalsko, kak je? Dober zato, ker smo videli, da če nismo na 100%, da imamo probleme lahko tudi z Malto in dobro opozorilo pred izjemno težko tekmo. Kaj ste se pogovarjali v zadnjih dneh o tej tekmi, zdaj nekaj prespanih noči, kako ste jo analizirali? Ja, pogledali smo si del tekme, videli, kaj je bilo narobe. Normalno proti Portugalski tako ne moramo zgledati, ker bomo kaznovani, ampak sem prepričan, da bo Slovenija pokazala boljši obraz in da bomo pred polnimi stožicami še enkrat več vse naredili. Se potrudili še enkrat več, da bojo navijači iz Stožic šli zadovoljni. Lih to, kaj konkretno bi najbolj želeli izboljšati, pa kaj bi želeli dobrega ohraniti? Definitivno bi želeli ohraniti, da ne bi prejeli gola, sigurno, ampak proti Portugalski bo to verjetno najtežje do zdaj. V napadu pa šanse, ki se nam bojo ponudile, treba izkoristiti, ker verjetno jih ne bo ogromno, glede na to, da gre za vrhunsko reprezentanco, ampak saj pravim, če bomo mi stali kompaktno, vsi za žogo, šli v vsak duel tako, kot se zagre, da smo na domačem terenu, da pokažemo tudi mi njim, da iščemo pozitiven rezultat. Potem je seveda možno, ker kvaliteto imamo. Prej smo se pogovarjali, kdo od Portugalcev pride in kdo ne pride. 6 od 7 najvišje uvrščenih na Transfermarkt ne pride, ampak pride pa Cristiano Ronaldo. A se kaj razmišljate o tem, kdo ne pride, kdo pride? Mislim, brez veze razmišljati. Oni imajo 40-50 igralcev, ki so na vrhunskem nivoju, tako da kdor pride, pride. Zdaj, če niso kompletni, toliko bolj za nas, ampak tudi ostali so vrhunski igralci, tako da ne gledamo na to, kdo pride, kdo ne pride, važno, da pride Cristiano, bi bilo lepo premagati ga v Stožicah. Kako pa ti dojemaš ta fenomen Cristiano Ronalda? Igral si tudi v njegovem klubu, veliko lahko poveš o tem, kaj on pomeni, kaj on je. Ja, predvsem koliko dolg je na vrhunskem nivoju, to je nerealno, mislim, 20 let že na vrhunskem nivoju, številke take, on pa misli, da ne vem, saj računajo, koliko golov bi mogla Haaland pa Mbappé dati po sezoni, pa koliko let, da bi jih ujela, to je ni realno, no. Ko si v fuzbalu in ko vidiš, kaj lahko drug naredi, lahko jim daš roko in čestitaš. In uživaš seveda v njihovi eri. Zdaj, mogoče je tudi ta tekma z Malto malce letela pod radarjem, ni bila opažena marsikaj, ampak tekma s Portugalsko bo, to bodo videli Angleži, govorili o tem, to bodo videli Danci, Srbi. Koliko pomembno je poslati eno sporočilo tudi v luči evra, da Slovenija je tista prava reprezentanca? Izredno pomembno. Kvaliteta takih reprezentanc nas čaka tudi na Euro. In jaz verjamem v nas, da se lahko kosamo z njimi. In seveda, da ni prijateljska tekma v torek, je več kot prijateljska tekma, je priprava na Euro in izredno pomembna tekma po mojem mnenju. Imate kakšne kdo bo menil dres z Ronaldom, kdo ne bo, je to kaj pomembno, ali se rekel prepovedal te zadeve? Mislim, da bi bilo fajn, da prvo zmagamo, pa glede na to, da sem ga že enkrat izločil v FA pokalu, pa on šel not v garderobo, z nobenim ne bo hotel menjati dresa, tako da naj se tako razplete. Hvala. Super. Po Malti pred Portugalsko, feeling, kak je? Pa mislim, da se ni kaj veliko stvari spremenilo. Videli smo še enkrat, da če nismo pravi, da tudi proti Malti ne moramo, je težko zmagati. Ampak nič novega. Se mi zdi, da smo skozi leta to že vsi sami pri sebi najbolj vemo, da če nismo pravi, da je nam težko proti vsem. Kaj bi najbolj želeli popraviti iz tekme proti Malti za tekmo proti Portugalski? Pa se mi zdi, da najbolj da se vrnemo nekim tistim principom v igri, disciplini in če ne bomo proti Portugalski disciplinirani in pravi res vsi oddelali v obrambi tako, ko se zagre, bo zelo težko. Že proti Malti, če ne oddelaš stvari pravilno, je težko, kaj šele proti Portugalski. Mnogi se v Sloveniji veselijo, vstopnice so šle takoj, Cristiano Ronaldo prihaja. Česa se pa vi veselite v torek? Pa tudi polni Stožice, mi zdi, da so bile te pretekle tekme res, ko so bile Stožice polne in
se mi zdi, da se tudi vedno bolj se navija na tekmah in nam definitivno da neko dodatno energijo in je vedno lepo, ko vidiš, da je tekma razprodana. Ampak tudi mislim, da bi bila tudi drugače razprodana trenutno v tem delu, tudi če ne bi Portugalska prišla in je pa še toliko bolj normalno, ko pridejo taki zvezdniki in pa je dobro, mi moramo gledati na sebe in odigrati eno dobro tekmo, pol na koncu tudi nima veze, kdo stoji nasproti in če samo da gremo z neko dobro atmosfero, z neko dobro energijo v tekmo in ja, da bomo dobra volja tudi po tekmi. Sem še to, za mnoge posebno, ker pride Cristiano Ronaldo, ker v Sloveniji nima priložnosti veliko krat videti take igralce. Vi imate več priložnosti igrati proti takim igralcem. Koliko poseben pa je za vas igrati kot Cristiano? Pa iskreno mislim, da enkrat, tako si živčen pred tekmo, tako enkrat pol, ko se odpiska, ne razmišljaš več o teh stvareh. Tako gre neka nervoza stran pred kakšno tekmo, ko sodnik zažvižga začetek tekme, tako tudi mislim, da enkrat, ko bo se tekma začela, noben ne bo več o tem razmišljal. Normalno, da je nekaj lepo, ampak verjetno bo čez 50 let še toliko lepše pomisli, da smo igrali proti Ronaldu, vseeno je en izmed večjih v našem športu in ja, ko pa se bo enkrat tekma začela, pa mislim, da ne bo kakšne razlike od drugih tekem. Cristiano ima 39, to je bolj naša kategorija, valjda si hitrejši. Ja, mislim, da ja, no. Čeprav se še kar drži, no, ko ga pogledamo, mislim, da vsakemu čast res, no, koliko on skrbi za sebe in koliko da na svojo fiziko, res mislim, da je lahko zgled čisto vsem in res vsakemu čast, da drži še to formo pri svojih letih in mislim, da bo on tudi še kar nekaj let igral, če bo šlo tako dobro. Kaj pa tvoja fizika, hitro si okreval, dobro si okreval, je bilo kaj sodelovanja med klubom pa reprezentanco, kako te stvari potekajo sploh v tako pomembnem trenutku za oba in za klub in za reprezentanco? Pa ja, definitivno smo v nekem kontaktu konstantno, ker vseeno še moram dosti paziti, no, da ne nekako pretiravam, vseeno so to prve tekme zdaj po 4 mesecih in po klubski tekmi v soboto sem kar čutil še posledice par dni in moram malo gledati na sebe, da pol, ko bojo prišle res tiste prave tekme, tudi v klubu sedaj so res pomembne tekme in ja, prvo moram gledati malo, no, zdaj trenutno, da se res spravim v 100% formo, ki je trenutno še nisem iskreno, ampak ja, gre vse po planu, no, nisem mogel niti pričakovati, da bom zdaj takoj, ko pridem nazaj, se počutil super in tako sem rekel, gre vse po planu, ampak ja, malo pa še moram paziti na sebe. Tudi zato nekaj manj minut na Malti? Ja, definitivno. Tudi Portugalska je neka druga tekma, ampak bomo videli. Treba biti pameten v teh situacijah in lepa tekma, normalno vsak bi si želel igrati celo tekmo proti Portugalski, ampak trenutno moram gledati malo tudi na druge stvari, da bom tistih res, ko bo šlo res za res, da bom pravi. Zdaj, kar nekaj rotacij je bilo tudi na Malti, koliko so se tisti, ki so prišli gor, pa potem videli tisti preobrat sekirali, zaradi tega sploh vid, recimo, take stvari se mu dogajajo, brez da bi bil kaj kriv, koliko mu pomagate pri tem, ali pa tudi kakšnim drugim? Pa mislim, da vid že toliko dal čez v svoji karieri, da mu to ne predstavlja nekaj težav. Mislim, da vsi tisti, ko se spoznamo malo, vemo, da nima nič s tem, no, in normalno, da ni lepo za vsakega nogometaša. Ko se neke slabe situacije zgodijo, ampak vsi smo skupaj, vsi vemo, zakaj se gre in tudi mislim, da njega to se ne dotakne preveč. Špok je rekel še proti Portugalski 2-2 pa roka. Tudi ti podpišeš to ali razmišljaš še o čem večjem? Jaz bi 0-0 podpisal. Špok je bil podpisal 2-2, da zabije enega. Jaz bi bolj 0-0, ampak... Štoper pa v Italiji igra, razumeš? V Italiji 0-0 podpisal. Če nam pa jaz enega za 2-2, pa tudi tako. Še to, približen timeline, da prideš do 100%-nega, koliko se Pa časa težko je to reči, nasproti, malo vidim, vse se vsake tekme bolj počutim, ampak po 90 minut, po 4 mesecih je bil kar šok v soboto, moram reči, ampak se pa počutim normalno, vsake tekme je boljše, tudi zdaj se že bolj počutim na Malti, je bilo super, da 45 minut, da prideš nek ritem, da ni vse skupaj hitro in vedno boljše, no, težko je pa reči, tudi koliko bom
je zdelo na tem in vse skupaj in težko je reči, ja, 100% kdaj. The best.